Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Varstveno-delovni center Idrija Vrhnika letos obeležuje 20-letnico delovanja. Ob tej priložnosti smo danes v studiu oddaje Aktualno povabili direktorico Majo Velikajne, ki jo prav lepo pozdravljam. Dobrodošli. Ja, hvala lepa za vaše povabilo. Praznujete 20-letnico tega zavoda, čeprav v Idriji bi pravzaprav lahko praznovali 40-letnico samega programa, drži? Ja, tako je letošnje leto, kot ste že sam omenil, praznujemo 20 let Varstveno-delovnega centra Vrhnika Idrija. Že samo ime pove, da smo Vrhnika in Idrija, se pravi leta 2004 je Vlada Republike Slovenije združila dve enoti in od takrat naprej je Varstveno-delovni center Vrhnika Idrija. Sicer pa je dejavnost, se pravi, varstva odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju na Idrijsko-Cerkljanskem ima že dolgo tradicijo, tako da letošnje leto je prav tako 41. leto jubilejno za samo delovanje tega programa na Idrijskem. Pokrivate pa pravzaprav veliko območje od Trebuše pa do Horjula, drži? Ja, s to združitvijo smo ogromen teren pridobili, pokrivamo kar 776 kvadratnih kilometrov, od Horjula, Vrhnike, Logatec, Hotedrščica, Godovi, Črni Vrh nad Idrijo, Idrija, Cerkno, potem pa še Novaki, praktično do Davče, tukaj so naši uporabniki. Imate pravzaprav tri tako centre, tri enote, svoj VDC v Idriji in na Vrhniki ter tudi bivalno enoto. Kaj ta predstavlja? Ja, tako je. Prav ste povedali, imamo dve enoti VDC-ja, to pomeni, da se v njih, bom tako rekla, dnevno varstvo odvija, se pravi varstvo, vodenje in zaposlitev. Uporabniki stanujejo doma ali pri svojih sorodnikih in vsak dan prihajajo k nam. Zavod je odprt od 7 do 15 ure. Na Vrhniki imamo pa še bivalno enoto, kar pomeni, da 12 uporabnikov stalno živi pri nas, bom rekla, v hiši. Ko zaključijo, bom rekla, svojo službo, tako kot uporabniki imenujejo delo v VDC-ju, grejo z zaposlenimi v to bivalno enoto, kjer potem biva 12 uporabnikov in sicer so z njimi zaposleni čez vikend in pa čez noč, pa vse popoldneve. Pa je to eksperimentalni program ali nekaj že utečenega? Ne, to so čist, bom rekla, bivalne enote so v bistvu, imajo kar dolgo zgodovino, mislim, da so nekatere že 30 let stare, pokazala se je potreba, starši so se nekje postarali, kakorkoli so se odločili, nekje pa so še aktivni, vendar so se odločili, da se uporabniki preselijo v te bivalne enote, ki so po celi Sloveniji in so v bistvu institucionalno varstvo, spadajo pa pod VDC-je. Ustanovitelj vašega zavoda je pravzaprav država, vlada, poskrbi tudi za financiranje? Ja, država poskrbi, se pravi 100%, bom rekla, za financiranje programa varstvo, vodenje, zaposlitev, kar pomeni od kadra do se pravi kadra pa stroškov objektov, vse to pač pokrije država, uporabniki pa imajo tudi popolnoma brezplačen ta program, v katerega je vključen tudi prevoz in pa topla malica. Koliko uporabnikov imate trenutno? Ja, trenutno imamo 85 uporabnikov na Vrhniki in Idriji, tako da kar spadamo med srednje velike zavode. Kdo se lahko vključi v ta vaš program? V naš program se lahko vključi odrasla oseba z motnjo v duševnem razvoju in sicer po 18. letu. Nekako zdaj velja tako, da so lahko do 26. leta, kdor želi v šoli, v teh posebnih programih, sicer pa se lahko po 18. letu vključijo v katero izmed enot VDC-jev, ki so po Sloveniji nekako regijsko pokrite. Kako pa je s kadri? Imate kaj težav? Ja, do zdaj nismo imeli, moram pa reči, da smo pred 2 leti smo se pa tudi mi soočili
da smo imeli kar težave, predvsem težko smo dobili kader za zaposlitev v institucionalnem varstvu. To so pa pač urniki, so tisti glavni krivec, ker je delo popoldan, po noči pa vse nedelje, sobote in pa praznike. Kakšne stroke morajo biti sodelavci vaši? Naši sodelavci imajo v glavnem vsi srednjo šolo, se pravi, to so varuhi ali pa delovni inštruktori, potem imamo pa še za višjo oziroma visokošolsko izobrazbo, ki se pa ta profil imenuje skupinski habilitator, tukaj so pa pač različnih profilov, bom rekla, specialni pedagogi, socialni delavci in takšen profil. Še drži podatek, da imate okrog 25 zaposlenih? Ja, vseh nas je zaposlenih 25, od tega je 6 v institucionalnem varstvu, vsi ostali pa smo v enotah VDC. Povejte nam, pravzaprav, zakaj bi se nekdo vključil v vaš program, namesto tega, da bi doma počival cel dan v miru? Ja, VDC, moram reči, so v teh letih, večina jih je letos med 30 pa 40 let praznovala rojstni dan, so v bistvu zelo dobra, bom rekla, oblika organizirana za uporabnike z motnjo v duševnem razvoju. VDC so res tisti, ki jih uporabniki izredno radi obiskujejo. Tukaj lahko rečem, da se njim vse dogaja. Radi prihajajo v dnevno varstvo, bom rekla, kaj ti nudimo še poleg same varstva tudi zaposlitev pod posebnimi pogoji. Se pravi, v naših dnevnih centrih poskušamo pridobiti delo za, bom rekla, naročnika, kooperanta. Tukaj moram kar povedati, da se je v teh letih zelo spremenilo, predvsem na Idrijsko-Cerkljanskem. Včasih smo veliko stvari delali za Eto-cerkno, potem za Kolektor, zdaj pa imamo samo in pa papirništvo Alič, ja ne smem pozabiti, ki je z nami že od vsega začetka. Zdaj pa zelo težko dobimo takšno delo, ker v podjetjih so se stvari zelo avtomatizirale, oziroma stroji namesto, bom rekla, tako zaposlenih ali pa naših uporabnikov delajo to delo. Cilj teh dejavnosti pa najbrž ni ustvarjanje dobička, ampak neka zaposlitev. Ja, to je zaposlitev, ki jo tudi dejansko poskušamo za vsakega uporabnika najti nekaj, da kar zmore, oziroma da prispeva samo pri enem delu. Ja, je pa res to, da uporabniki dobijo za to nagrado, mi pravimo temu nagrada. Naj pa povem, da se mogoče tudi v javnosti pojavljajo različne te stvari, da pač premalo zaslužijo, ampak mi dejansko, če prevzamemo neko delo, naj povem, da v delovnem okolju to delo en človek napravi ali pa še manj, pri nas se pa to pač več uporabnikov, da naredimo, bom rekla, delo, ki ga pač naročnik naroči. Produktivnost je pač primerljiva z možnostmi vaših uporabnikov. Z uporabnikov. možnostmi, ja. Se tukaj se največkrat pozablja, da so naši uporabniki imajo od 0 pa do 30% delovne zmožnosti, od 30 naprej pa do 50 so pa potem vključeni v zaposlitvena podjetja, kjer pa je malo več imajo teh delovnih zmožnosti. Tudi naš cilj ni, da se, bom rekla, cel dan dela kooperacija, ampak imamo tudi druge dejavnosti, se pravi razvedrilne, zelo dobro sodelujemo v lokalnem okolju. Tukaj naj omenim vrtec, gimnazijo Jurija Vege, s katero tudi letos zelo dobro sodelujemo. Tudi na tej naši 20-letnici nam bojo gimnazijke priskočile s svojim znanjem plesnim in pa z glasbo, tako da se zelo dobro povezujemo, se pravi z društvi, kot so upokojenci in Rotary, društvom, kar je samo pohvalno. Potujete pa tudi po drugih krajih? Ja, naši uporabniki zelo radi potujejo. Mi na začetku leta nekako njihove želje
te tudi zapišejo v svojih individualnih programih, potem pa poskušamo uresničiti, kar si želijo, tako da poskušamo na kulturnem področju, športnem se udejstvujemo, te specialne olimpijade, ki je prav namenjena tem uporabnikom. Tudi sami smo izvajalci, tako da smo lansko leto pa v letošnjem letu bi morali izvesti na Vojskem igre v krpljanju, pa nam nekako sneg ni bil namenjen, tako da nam ostaja za drugo leto. Pa organiziramo tudi te, bom rekla, nadstandardne letovanja, se pravi pohodništvo na morje, čim več stvari, ki me pač zmorejo naši uporabniki in poskušamo uresničiti, če je možno. Če je možno, na vaši spletni strani ste zapisali, naj bodo tudi vaši uporabniki aktivni člani te družbe, tako da ni smiselno, da se jih izvzame, ampak da so integralni del. Ja, jaz moram reči, da v teh letih, da se je to bistveno spremenilo, bom rekla, pogled na uporabnike, temu je tudi, bom rekla, da smo dejansko prisotni na vseh dogodkih v lokalnih okoljih, bom rekla, tako na Vrhniki kot v Idriji. Naši uporabniki so znani, bom rekla, v lokalnem okolju, vedno jih povabijo, dobrodošli. Jaz moram reči, da nismo imeli nikjer slabih izkušenj, tako da so res dobrodošli na vseh sejmih, kjerkoli smo pač povabljeni. Spremenil se je tudi odnos v teh letih, praktično kamorkoli, jih vzamemo, to se pa zdaj res v teh letih pozna. Pa ti projekti, bom rekla, šola, vrtci, da se seznanijo z drugačnostjo, to dejansko potem vsakmu da en zalet, bom rekla, da se sreča s tako osebo. Jaz vidim ta prvi pristop, ki pridejo k nam, kako so vsi zadržani, potem pa čez en čas je pa že vse drugo, ker so naši uporabniki so res taki odprti, radi imajo obiske, bom rekla, pa če jih bom rekla, sprejme, to znajo zelo ceniti in dajo res nazaj več kot prejmejo. Izbrskal sem podatek, da za 2 izdelka ste pridobili tudi certifikat domače in umetnostne obrti. To pa ni več šala, ne? Ja, poskušali smo, in smo tudi to dobili, ja. Je pa tako, da s temi izdelki jih je pa v bistvu težko prodati, to pa moram povedati, tako da te stvari smo si mislili, da bomo pač več lahko delali, in je danes je zelo težko prodati, zelo so se ti spremenile, bom rekla, želje pa navade uporabnikov, se pravi potrošnikov, ne uporabnikov, da če nek izdelek, da ga nekdo ne potrebuje, ga ne bo več kupil, tako da... Ni preprosto. Na vaši spletni strani imate tako zelo natančno popisane tudi vse pravice, pa tudi vse dolžnosti, tako uporabnikov, tako zaposlenih kot gostov, tako zelo pregleden način komunikacije z vsemi tako vpletenimi v to zgodbo. Ja, v teh letih tudi moram reči, da se zelo osvešča, bom rekla, uporabnike z njihovimi pravici in pa dolžnosti, tako da v vsaki enoti imamo tudi nabiralnik, bom rekla, za pritožbe. Uporabnik lahko se, bom rekla, čez zaposlenega, čez drugega uporabnika, karkoli mu pač ni všeč, pritoži, se pravi pri vodji, pri meni in moram reči, da so v teh letih kar dost se poslužujejo, so izobraženi pač v tej smeri, bom rekla, da vijo, kaj so njihove pravice, včasih je treba pa tudi, moramo obnoviti, kaj so njihove dolžnosti. To nobenemu ne škodi. Ne škodi, ja. Povejte nam, kakšni so vaši načrti za prihodnost? Ja, za prihodnost v bistvu naša dejavnost bo sigurno potreba po njej tudi v bodoče, predvsem na Vrhniki ugotavljamo, da bo postala premajhna hiša, tako da se ravno ta teden sestanemo z Ministrstvom za solidarno prihodnost, kjer se bomo ogledali, kje bi bilo mogoče kakšen verjetno večji VDC na novo narediti, sicer pokrivamo to območje,
tudi Logatca, zdaj kar nekaj uporabnikov, ki bo s časom potrebovala našo storitev, so še v šoli, se pa že zanimajo, tako da vemo, da bo na Vrhniškem stiska, v Idriji pa imamo nove prostore v centru mesta, kjer pa se še da dobiti mesto. Računate tudi na bivalno enoto na Idrijskem, Cerkljanskem? Ja, možno je odpreti, to ni problem, sam ni interesa še zaenkrat. Odkar lahko povem, je ta osebna asistenca, se pravi, da ima možnost sorodniki ali pa kdorkoli pač biti asistent našemu uporabniku, so se te potrebe po bivalni enoti kar zelo, bom rekla, zmanjšale, da pa ker pa ta bivalna enota deluje tako kot dom, institucionalno varstvo, se pravi, je plačniška oziroma doplačuje občina, je v bistvu kar manj zanimanja in zdaj, če nimaš, bom rekla, toliko uporabnikov, pač ne moreš odpreti bivalne enote. Ne, tako da imamo tole na Vrhniki, v kateri stanuje 12 uporabnikov, imamo zasedeno, tukaj pa nimamo v bistvu potrebe, tudi na Vrhniki ni še za eno. V teh dneh praznujete, kako boste obeležili jubilej? Ja, glavni jubilej bo jutri, se pravi v filmskem gledališču, kjer bomo ob 10 imeli proslavo, na katero bo prišel tudi naš minister Simon Maljevac, tako da bomo obeležili kar se da najbolje z nastopom naših uporabnikov v sodelovanju, bom rekla, z gimnazijci Idrijske gimnazije. Maja Velikajne, čestitke ob vašem jubileju, čestitke ob uspešnem delu, hvala, da ste prišli v naš studio in hvala za ta pogovor. Ja, hvala tudi vam za to vaše povabilo in za čestitke. Hvala. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.